Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, v novem AEK podcastu. Današnji gost je nekdo, ki ga verjetno večina pozna. Boštjan Romih, radijski, televizijski voditelj, povezovalec, prireditev, moderator, certificirani NLP praktik, potem ima še član ekipe za izbor in pripravo govornikov pri društvu TEDx, ne, in nosilec certifikata o najvišji govorni usposobljenosti na Radiu Slovenija. Zdaj, razlog, zakaj sem ga povabil, je predvsem to, ker pri AEK-ju veliko učimo in je zelo pomembno, dajemo velik pomen jasnemu izražanju. Dojemamo informacijski vakuum, ki nastane ob nejasnem izražanju, kot enega glavnih razlogov za kronične težave. Ne samo telesne, ampak tudi v odnosih, v vedenju, psihi, uspešnosti na poslovnem ali pa na katerem drugem področju. In Boštjan je kot retorik, trener in predavatelj javnega nastopanja vsekakor eno od bolj kvalificiranih pa usposobljenih oseb v Sloveniji, da lahko pove več o tem, kako se jasno izražati, kako se pripraviti na javno nastopanje, na kaj paziti, ko javno nastopaš, in še marsikaj drugega, kar mislim, da bova danes v podcastu obdelala in da bo za poslušalce uporabno, da bojo lažje razumeli, kje bi lahko izboljšali to, kar počnejo. Tako da lepo pozdravljen na AEK podcastu. Zdravo, Aleš, me veseli. Ja, mene tudi. Poznava se sicer že tudi prej skozi AEK, ampak to v bistvu niti ni bil glavni razlog, zakaj sem te povabil. In na začetku bi te pač pozval ali pa prosil, če se večkrat bolj predstaviš tistim, ki te mogoče ne poznajo tako dobro, čeprav si že vrsto let javna osebnost v slovenskem področju. Zdaj šment, a veš, kaj si že ti toliko enih referenc na tako lep način povedal, se mi zdi kar že malo odveč, da bi še sam o sebi govoril. Je pa to res zanimiv izziv, ne? Če človeku rečeš, dej, predstavi se, kdo misliš, da si, kaj si, ne? Kaj bo povedal. Ne? Tako da to je v vsakem primeru lahko zanimiv element vsakega intervjuja. Sam, tisto, če si me povabil sem kot trenerja javnega nastopanja, pa kot enega špikerja, pa televizijskega voditelja, je sigurno tole mi najprej pride na pamet, in sicer, veš, televizija je res močen medij, ne, in takoj, ko si na televiziji, je vse ostalo kar precej v senci. In to, da se jaz že 20 let v resnici ukvarjam s poučevanjem javnega nastopanja, je vedno bilo v senci mojega televizijskega dela in vedno znova srečujem potem ljudi, ki so presenečeni, ti tudi to počneš, ne? Ja, normalno, ne? Pač sem se tako pozicioniral, da jaz v resnici imam po tretjinah razdeljeno dejavnost. Recimo 1/3 moje dejavnosti je televizija, oddaja, potem 1/3 je vodenje prireditev in prav 1/3 je pa poučevanje javnega nastopanja oziroma govorništva. Perfektno. Ja, meni recimo osebno je ta del najbolj zanimiv, ne? Ker mi vidim nasplošno, da večina ljudi niti ne ve, ne zna ali pa nima časa razviti višjo veščino govorjenja, verbalnega izražanja. Hkrati je pa to v bistvu poleg recimo pisanja, pisem, mailov ali pa podobnih besedil, recimo, ali pa bom rekel tako, pogovor z nekom je v bistvu najbolj učinkovit način, da urediš odnos. Ali pa ga ne, ali pa ga razdreš oziroma poslabšaš. In zdaj znati govoriti ali pa se pogovarjati, se mi zdi, da je ena od veščin, ki bi jo moral vsak odrasel izboljševati do ravni, ki mu je dostopna. Totalno mi je všeč tako izhodišče, kakor tudi tebe poznam, veš. Vem, da želiš, da se ljudje natančno izražamo, da uporabimo primerno besedo za tisto stvar, da pojave, občutke, stvari pravilno poimenujemo, ne. In se mi zdi to ena veščina ali pa vrednota, ki žal malo puhti, malo izginja.
In mi ni všeč, da v sodobnem svetu se prevečkrat obnašamo kot, pa sej vse, kaj bom povedal, oziroma kako bom povedal, sej itak razumeš, kaj sem hotel povedati, ali pa recimo odnos kot da je pravilno govorjenje ali pa stremenje k temu, da bi se človek pravilno izrazil, pa natančno izrazil, da je to nekaj odveč, da je boljše, če se bolj po domače pa preprosto menimo, kot pa da bi hotel stvari res natančno poimenovati. In zdaj, nekaj je, sigurno obstaja, vedno bo obstajala neka pogovorna različica jezika in super, in morava se, če greva tjale, se morava normalno pogovarjati kot dva prijatelja, ki se dobiva na kavi in se bo pogovarjala brez rokavic. Sam še zmeri, ko bo pa prišla do malo bolj takih tem, o katerih se bo pa želela natančno pogovarjati, bo pa morala uporabljati bolj natančen jezik, da bova pojasnila drugemu kaj in kako. Ne? In potem, če damo to na oder, če damo občinstvo, potem pridemo pa do javnega nastopanja, kjer pa je potem ena množica pojavov oziroma veščin, ki jih moraš obvladati, da bo tvoje sporočilo, kar se da natančno odmerjeno, pa da ga bodo ljudje lahko pravilno, primerno dešifrirali, dekodirali, da boš dosegel učinek, ki ga s tem sporočilom sploh želiš doseči. Ja, ker tam si pa še tehnologija ojača tvoj glas, ne? Imaš mikrofon, imaš ojačevalec, imaš zvočnike, torej je tvoj vpliv na tvoja akcija, ki jo daješ ven, ojačana s pomočjo električne energije in je tvoj vpliv na poslušalca ali pa gledalca še toliko večji, zato se tudi vsaka napaka še toliko bolj izpostavi, ne? Seveda, ja, pa veš kaj, takrat si v središču arene. Ti imaš občinstvo, ne, in ti si pa ki pa je noter na igrišču, v fokusu, in takrat je vsaka tvoja poteza veliko bolj pod drobnogledom. Veš, če si ti zdaj en Ronaldo, ne, veš, da te spremlja na tekmi 20 kamer in vsak tvoj gib, vsako solzo, ne, in bolj ko je krvavo, bolj bodo vsi to posneli, se vse zelo natančno posname. In tudi ljudje se tega zavedamo, da če bomo stopili pred ljudi, nas bodo veliko bolj vzeli pod drobnogled, nas bodo bolj secirali, vsako naše vedenje, ne samo vsaka naša beseda, je bolj opažena. Tako da ni čudno, da se ljudje sekiramo, kadar imamo javno izpostavitev, kadar pred občinstvom nekaj povemo. To ni mačji kašelj, javni nastop ni mačji kašelj in zelo normalno je, da imamo tremo. To so zelo taki naravni in zdravi pojavi v resnici. Ne? Ja. Pri tremi jaz trdim, da je to en skupek fizioloških pojavov, s katerimi ti želi telo v resnici pomagati na to, da boš kos okoliščinam, ki si se jih lotil. Ja, če ni premočna, ne, pa ti pa odmaga. Ne. Poti pa odmaga, poti pa duši. Ker tudi to, kaj pa vidim, da je pa problem, je pa to, da glih ljudje zaradi tega, ker je odgovorno nastopati pred drugimi ljudmi, ne, se potem ali izogibajo tega nastopanja, ali pa je prišlo že zdaj, se mi zdi, glih zaradi TikToka, pa YouTubea, pa podobnih platform, da pač sploh ni več pomembno, kaj poveš, kako poveš, da je vse okej. Je pa kvaliteta, recimo jasnosti izražanja, pa premišljenosti tega, kar boš povedal, pa naredil, šla dosti nižji, ko bi bilo to zdravo ali pa primerno. In pa se recimo splošna kvaliteta pogovorov, pa jasnosti izražanja tudi na interni ravni ali pa individualno je dramatično pada, ker ljudje tudi, ko včasih saj videl, recimo, ko si poslušal radijsko oddajo ali pa televizijsko oddajo, ali pa spomnim se, ko sem gledal, ko sem pisal en članek o odgovornosti tega, kar povemo, ne, sem šel pa gledati na YouTube tiste posnetke, ko so včasih televizija Slovenija leta, ne vem, v 60-ih letih delali ankete na ulici, ne, so ustavili mimoidoče, pa ga vprašali neko, kaj si mislite o tem in onem. In si videl, koliko so ljudje, prvič so bili urejeni, so bili lepo oblečeni, že to tako v vsakdanjem življenju. In pa, ko dobil vprašanje, je dobro poslušal, kaj so ga vprašali, razmislil in potem poskušal čim bolj jasno pa lepo povedati svoje mnenje, ne. Če gledaš pa recimo novejše ankete, je pa bolj vse tako razpuščeno, pa se ni važno, vsak pove, kaj hoče. Pa seveda kvaliteta
medsebojne komunikacije pada, in pa je tudi vedno več nesporazumov med možem pa ženo, med ženo pa možem, med partnerji, med poslovnimi partnerji, in te nesporazumi se pa spremenijo v konflikte, ne. Viš, in tukaj bi zdaj bilo napačno razumevanje tega, da se vam midva v partnerskem odnosu boljše razumela, če bova bolj obvladala pravorečje ali pa da se bova v bolj knjižnem jeziku med sabo pogovarjala. Ne, to absolutno ne pomeni to. Ne. Ampak da stvari pomenuješ take, kot so, da se zaveda, da najprej prepoznaš tisto, kar je v tebi, in da potem tudi primerno, pravilno poimenuješ, izraziš. Ne. In potem na drugi strani odgovornost poslušalca, kako te tvoje iskrene besede sprejema. Sej, komunikacija je res širok pojem. Ampak veš kaj, jezik je orodje, ne? To je pač sredstvo za prenos informacij. In zdaj vedno se bo prilagajal na naše misli oziroma na naše potrebe. Mi, glede na to, kakšne bodo naše potrebe, bomo temu ustrezno prilagodili tudi jezik. In ko se menva preproste stvari, takrat je preprost jezik primeren, bo naredil točno tisto, kar mora. Ne? Če pa se bolj pogovarjava neke natančne stvari, ali pa globlje stvari, ali pa bolj tehtne stvari, takrat pa mora tudi jezik. Mislim, je prav, da jezik sledi temu, da se lahko ta misel prenese. Tako da, ja, jezik, hvala Bogu, ima ogromno enih različic in tako je tudi prav. S tem, da jaz še vedno navijam za to, da bil en jezikoslovec Humboldt, ki je rekel, da meje tvojega jezika so meje tvojega sveta. Taka lepa misel. Ne? In domišljije tudi. Bolj kot morava iti v globino, bolj kot morava iti v dolžino, bolj kot želiva natančno razumeti, opisati svet, morava to orodje imeti bolj natančno. Ne? Če hočem jaz narediti en preprost kip, tako maso, si lahko samo z rokami pomagam. Če pa hočem iz kamna izklesati neke zelo natančne oblike, rabim pa res primerno orodje, en nabor nekih mini tistih dled, da bom lahko vse izklesal. In podobno je tudi z jezikom. Če bova hotela res nekaj natančno povedati, potem se mora človek malo potruditi, oziroma mora imeti nabor, besedišče. Samo to je zdaj ena izmed stvari. Potem pa gre za to, kaj mi prenašamo s tem jezikom, kako čustveno vplivamo, kaj se sliši v našem glasu. Ker ni samo, da z izborom besed prenašamo informacije. Ne? Ogromno se prenese tudi z melodijo našega glasu. Sintaksa pa vsem tem, ja. In zdaj, ker haiku temelji tudi na razumevanju zgodovine človeka, ne, me zanima, kaj vse se je dogajalo, da si zdaj to, kar si. Videl sem, da si v mladosti pel v pevskem zboru, da si bil tudi član narodno-zabavnega ansambla. In koliko je to, kar se je dogajalo 40 ali pa 35 let nazaj, vplivalo na to, da sem te danes lahko predstavil s tako definicijo ali pa definicijami, kot sem jih uporabil. Kako bi to skupaj dal? Za hec bi rekel, ti si strokovnjak, ti povej, zakaj jaz zdaj nastopam. Zanima, kako ti vidiš to, Ne, ampak veš, da mi je zagonetka, v resnici nisem nikoli toliko globoko razmišljal, da bi ti zdaj to svojo zgodovino. Mislim, lahko ti povem to zgodovino, ampak zakaj pa kako se je pa to obrnil, zakaj sem pa danes jaz ki pa govori, kakšni so vzgibi, notranji motivi za to, da... A veš, kaj mi je bilo vedno zanimivo? Da kadarkoli sem delal neke teste, vedno sem bil introvertiran. A veš, ko se da introvertiran, ekstrovertiran, ne? Introvert. In dejansko, jaz nisem nekdo, ki bi v publiki ali pa v družbi hotel ne vem koliko izstopati. Zelo rad sem poslušalec, zelo rad motrim in se na to prilagajam. Jaz nisem ki reče, sledite mi, jaz bom zdaj vodja. In mi je bilo zanimivo, potem pa zberem medije, pa radio. Radio mi je bil prvi medij, ki mi je bil blazno všeč. Ti se boš zagotovo spomnil serije Nočni ptič, Night Hawk, ne? A veš, kjer je v nočnem programu na radiju reševal razne primere, take in drugačne. Imel čudovite pogovore in tam sem si jaz kot otrok zamislil, se mi je zdelo, da je to nekaj najlepšega na svetu, če si ti radijski napovedovalec. In potem me je slučajno pot prinesla najprej na Radio Slovenija in od tam potem tisto, ko si rekel, certifikat o najvišji govorni usposobljenosti pred mikrofonom. To je po domač rečeno ena radijska šola in če se tam izobražuje za špikarja, za napovedovalca, te vzamejo najbolj v svoj stroj in v mojem primeru je bilo to 1,5 leta in teoretično in praktično res
peglajo, masirajo, izobražujejo, da potem naredijo napovedovalca, ki bi naj bil sposoben vsako besedilo pravilno interpretirati na različnih programih, glede na različne okoliščine. Res super šola, veliko pravorečja, veliko enih pravil, veliko prakse branja različnih načinov oziroma, kako bi rekel, karakterjev, značajev različnih tekstov, ne moraš dati tam skozi. To je ta certifikat in to je ena taka zanimiva zgodba. Pazi to, moj starejši brat je imel rock band in ko so oni imeli en intervju in so oni na nekem intervjuju bili, ga je slišala Aida Kalan, legendarna učiteljica na Radiu Slovenija, učiteljica govora. In reče, vi morate priti k nam, pridite na audicijo in moj brat postane radijski napovedovalec po tem šolanju. In tudi v meni je že prej tlela ta želja, jaz bi tudi bil, ne? In moj starejši brat, po katerem sem se vedno zgledoval, je to postal. No in potem se mi je to nekako resničilo, da ko je enkrat Ivi Korošec, ena druga, prav tako legendarna napovedovalka, klicala k nam domov, se jaz na ta stacionarni telefon oglasim in je mislila, da govori z mojim bratom, ker imava zelo podobne glasove. In reče, vi ste mlajši brat, ja, pa morate tudi vi priti k nam. No in meni se takrat prikazala Marija, ker sem si res blazno tega želel, se z vso strastjo vrgel v tist uk in v trening mikrofonskega govorjenja, ker tam se učiš predvsem brat, ne, pa predvsem pred mikrofonom nastopati. To ni toliko javno nastopanje. Skratka, ko ti postaneš tam napovedovalec, še zdaleč ne pomeni, da boš ti dober stopil pred ljudi in jih s prostim govorjenjem dober nagovoril. Tam se učiš predvsem zelo dober brat. Pa tudi malo prosto govoriti pred mikrofonom, ampak tisto je predvsem šola dobrega branja. No in tako se je začela potem moja ta medijska kariera, da sem postal zelo mlad, pri 19 letih že radijski napovedovalec, Radio Slovenija, prvi, drugi, tretji program, to so kar odgovornost. To takrat sem bil totalen mulc in po svoje še zelo nezrel za take preizkušnje. Kasneje je prišla še televizija, je prišla pa ravno zaradi tega narodno-zabavnega ansambla, v katerem sem zgolj 1 leto pel, nastopil z njimi. Ja, malo še kitaro igral, ampak predvsem sem zaradi petja prišel. In potem zaradi tega, ker smo en videospot takrat posneli z njimi, me je opazil producent ene oddaje in rekel, pridi ti delati našo oddajo, in tako se je začela potem tudi moja televizijska kariera. Kaj imaš pa rajš? Ali pa kaj ti je bolj pri srcu? Veš kaj, zmeraj rečejo ljudje radio, ampak jaz trdim, da televizija ima toliko večji vpliv, toliko večji odmev, pa še nekaj. Ljudje smo, hočeš nočeš, zelo vizualna bitja, vid je naš primarni zaznavni kanal, kar pomeni, da boš z vizualnostjo lahko kljub vsemu več sporočil. Je pa res, da ko pa odvzameš vizualnost, ne, ko pa se samo poslušamo, se pa odpirajo novi svetovi, ne, si pa lahko toliko več drugih stvari predstavljaš. Ne. Več je prepuščeno domišljiji. Ne. A pa zdaj pa, če pa rečemo, pa ta glas zapakiramo v knjigo, v črke, v besede, ne, pa je pa še več prepuščeno tvoji domišljiji. Zaradi tega je ta logičen pojav, da vsak reče, sem prebral knjigo, pa sem pogledal film in knjiga je bila ful boljša. Ja, seveda, ker si ti čisto svoje filme delal, ne. In tudi pri glasu tam slika ti pa ali usili, oziroma ti narekuje, kako si ti to potem predstavljaš. Sam televizija, oziroma ne, zdaj bomo samo rekli televizija, ker televizija je samo eden izmed vizualnih medijev, ne, ampak vizualni mediji so vsekakor močnejši, težje jih je delati, več stvari moraš imeti pod nadzorom. Tudi produkcija, ampak ti, ko moraš nastopati, je težje nastopati na televiziji, kot na radiju. To sem probal oboje in lahko rečem, sigurno je. Več stvari moraš nadzorovati, več stvari lahko gre narobe, več tvegaš. Na radiju je čisto vseeno, čisto vseeno, ne, pardon, da se ne bo. Niglih, ne. Ne, ampak ti, hotel sem to reči, lahko prideš kakršenkoli. Lahko si v pižami. Lahko si v pižami, neobrit, vse to, noben ti ne bo. Lahko karkoli delaš s telesom, dokler se bo dobro slišal, je v redu. In veš, to so čudovite anekdote, kaj vse so ljudje počeli. En napovedovalec je bil tako dober, kot stroj je bral, tako pozornost je imel. In potem, ker mu je že počas ratalo dolg čas, je naprimer, ko smo dobili na papirju te novice, ki si jih bral, ne, je on
tako se eno tako lučko si je prižgal in je okrog obrnil papir in je v odsevu luči tako zrcalno bral. Toliko bilo že dolgo cajt, toliko je bil dober in da si je dal mal duška s tem, izziva, ja, in je bral na ta način in še noben ni slišal, mislim, bilo je še vedno brezhibno. Da si predstavljaš, ne? Ja. Kaj si lahko na radiju prvoščiš, pa noben ne bo slišal. Na televiziji se pa vse vidi, pa, a veš, telesna govorica, obrazna mimika, koliko to pove, ne? In kako bolj si pod drobnogledom, kako bolj te lahko vsak secira, kadar te ljudje tudi vidijo. Ja, zato pa recimo dobre televizijske voditelje veliko bolj obožujejo, kot pa radijske, ne? Možno. Sam po drugi strani pa lahko radijski voditelj tudi da en super truper vtis, zaradi tega, ker se pošlepa na dobro govorjenje, na to, da zares se zna lepo govorno vest, da potem, če bi ga dali pa na televizijo, bi pa mogoče pogoril. Ne, mislim sem tako, da ljudje veliko bolj poimensko poznajo, ne vem, nekega dobrega TV voditelja, kot pa radijskega. Ja. Tako. Ja. Ali pa tudi, če se pojaviš nekje itak, da te bojo prepoznali, kad te lahko, ne. Če si na radiju, recimo, te bojo mogoče spoznali šele, ko te bojo slišali govoriti. Če si pa ti na televiziji, pa že dosti, da stopiš recimo v trgovino, pa to je pa ta, ne. Je, sigurno v tem kontekstu, ja. Več odmeva ima televizija, ja. Kak si pa, v bistvu, kaj sploh je, zakaj si sploh šel v to, da si pridobil ta certifikat pri Radio Slovenija za... Mislim, tam je bilo to nujno šolanje, če si hotel postati napovedovalec, si moral iti čez to sito. Certifikat je pogoj za to. Mislim, to je bilo tako več različnih stopnj, je bilo ta najvišja je bila za napovedovalce, zanimivo, imajo še isti sistem, ampak ta šola Radio Slovenija, to je bilo ta tamata, to je bila tudi res zahtevna, to je bilo tako skoraj, ko bi še en faks zraven takrat delal. 4 audicije te umestne so bile, kjer smo počasi malo odpadali, ne? Na koncu sva 2 ostala in jaz pa ena punca, to sem bil res vesel. Ampak, če si hotel priti pred mikrofon kot napovedovalec, si moral ta certifikat pridobiti. To je, kot da si zaključil šolanje, zdaj pa lahko greš, da si pa iz vajenca oziroma iz onega, ki se izobražuje, lahko nastopiš svoje delovno mesto. Kako da si pa šel še v šolanje javnega nastopanja, nisem imel še dosti. Sem že bil nekaj časa na televiziji, pa je bil en izobraževalni center, kjer je ena se spomnila, pa me je poklicala prek nekega prijatelja, bi tebe zanimali, mi gremo v eno širše izobraževanje bodočih trenerjev retorike. To je izobraževalni center, kjer je imel neurolingvistično programiranje in javno nastopanje oziroma retoriko, sta glavna 2 programa, ki so jo ponujali in so rekli, mi ker želimo ojačati to področje, čez kakšno leto do 2 bi radi toliko in toliko novih trenerjev retorike, a te to zanima in seveda me je zanimalo, sem šel tja, spet v UK, tam je pa tudi eno dobro leto, smo se najprej samo usposabljali, preden so nas pustili v parih delati, potem smo pa se lahko malo osamosvojili in potem po nekaj letih dela na tistem izobraževalnem centru sem se osamosvojil glede tega. Pa zdaj delaš z drugimi tudi centri oziroma? Načeloma sem tako prosto na trgu, ja. Kjer te rabite lahko najame, da ga učiš javnega nastopanja. Ja, in pa so tukaj kakšni te individualni, zanimivo tega, če dalje več. Čeprav trdim, individualno se lahko veliko zmenva, ampak ne morem ti dati pa izkušnje občinstva. Izkušnje občinstva, če si toliko, da se spraviš v eno skupinco, in da moraš stopiti pred ljudi pa jim nekaj govoriti, si že dobil veliko bolj realno izkušnjo, kaj pomeni stopiti pa imeti občinstvo, ki te motri, ki te ves čas ocenjuje. Pa posluša. Ja. Torej, vidiš pa, da je se interes za biti boljši retorik ali pa biti boljši v javnem nastopanju povečuje pri ljudeh, ali zmanjšuje? Veš, kaj me je en zanimiv pojav, prejle si omenil TikTok pa YouTubere in zdi se, včasih, če takole pogledaš, imaš občutek, pa zdaj pa že vsi govorijo, pa naša mladina obvlada kamere, obvlada javno nastopanje, noben nima več treme. Ampak to, kar mi vidimo, je še vedno manjšina, je peščica teh ljudi, ne, ki pa pri tisti večini, ki pa niso youtuberi, pa niso tiktokeri, vzbudi morda samo še večje nelagodje ali pa še večjo bremzo jim naredi, da ne, to so oni, jaz pa ne bom nikoli, ne. Ljudje vemo, da je javno nastopati tvegano, to nekje čutimo, mislim tvegano.
veliko lahko dosežemo, lahko tudi kaj izgubimo, a veš, osramotiti se sam pred sabo ni problem, če te pa sram pred drugimi, pred občinstvom, pod žarometi je pa veliko bolj boleče. Zaradi tega nam to ni enostavno, no. Ni se enostavno s tem spopadati in dokler bo ta živa govorjena beseda med nami še vedno eno najbolj učinkovitih orodij za prenos informacij, se mi zdi, a veš, vpliva. Se mi zdi, da je korona res pokazala, koliko smo bili srečni, ko smo lahko se spet videli pa na ta način izmenjevali zgodbe. Ali pa ta TEDx, ne, oziroma TED. A veš, ko ti slišiš, vidiš človeka iz mesa in krvi, ki pred tabo nastopa in ti govori iz sebe, se mi zdi, da to je še vedno v nas primarni način prenosa informacij in temu, to si bolj zapomnimo, bolj sprocesiramo, bolj se nas dotakne, da na ta način enostavno na ta način informacija globlje sede vate, kakor pa če bi to isto prebral. Če jaz ta govor preberem, ne, če mi pa ti poveš, človek, evo ga, Aleš Ernst, pride pred mene, pa mi nekaj pove, na ta način bom jaz to informacijo bolj se mi bo vtisnila, bolj jo bom sprocesiral, bolj si jo bom zapomnil. In dokler bo ta potreba potem, da si bomo na ta način prenašali informacije, se mi zdi, da bo vedno potem tudi na eni strani odgovornost, ker vemo, da je odgovornost velika, ko ti pred ljudmi govoriš, in na ta način bomo vedno imeli izzive, ki jih bomo trenerji javnega nastopanja reševali. Ja. Je razlika, recimo, ko se pogovarja z nekom, ko je upravil tako šolo, kaj pove kot beneficijo, kaj je dobil s tem, ali pa se razliko, koliko je zadovoljen ali pa upraviči vložek časa, energije, denarja v to, da se uči javno nastopati, kako to pa vpliva na njegovo življenje. Veš, tudi se izogibam temu, da bi izvenel preveč reklamno, ne? Ampak komunikacija je res totalno veliko področje našega življenja, je odvisnih od komunikacije. In ko ti jo zavestiš, pa izboljšaš način tvojega izražanja, ko bolj samozavestno oglasiš, ko si bolj zihar vase, ko bolj ceniš samega sebe na vseh področjih, kar pomeni tudi tisto, kar bo prišlo iz mojih ust, jaz malo bolj cenim, tudi zaradi tega, ker sem to izmojstril in tisto, kar je v meni, bolj samozavestno dam na plano, da s tem, se mi zdi, lažje dihaš, lažje živiš, bolj funkcioniraš v življenju. Sigurno je težje živeti z zaprtimi usti, pa s tem, da ne govoriš in da ti je nerodno in da se ne upaš izpostaviti. Ne bom rekel, da je vse, ampak če izboljšaš javno nastopanje pa komunikacijo, se mi zdi, si na dobri poti, no. Boš bolj živel. Verjetno, ja, tako. To sem mislil, zato sem te tudi to vprašal, da lahko pa zdaj odprem recimo vprašanja, kaj opaziš kot največjo coklo ali pa zavoro pri ljudeh, ki bi potrebovali bolj znati javno nastopati, pa se tega otepajo ali pa se jim to izogiba, zmuzne. Po mojem se bova tlele lahko fajn srečala, kakor poznam tvoje IQ tehnike. In sicer, jaz uporabljam metaforo ledene gore, ki je taka zelo znana prispodoba, ne, vemo, nad gladino se vidi manjši del ledene gore, pod gladino je veliko več te ledene gore, ampak tega noben ne vidi, ne. In potem ponovadi rečejo, da tam spodaj so vse ti trudi, pa vse tisto delo, pa neuspehi, mi pa vidimo samo tisti končni uspeh. Okay. Jaz pa to ledeno goro uporabljam zato, da rečem, gor je tista zelo zavedna komunikacija, ali pa rečemo temu javno nastopanje, vidno, spodaj pod gladino, spodnji del ledene gore je pa manj zavedna komunikacija, klepet in tega je veliko več. Kako mi vsak dan komuniciramo, kako mi se sporazumevamo takrat, ko sploh ne veš, da se sporazumevaš. In tam noter se skriva veliko več tvojih primarnih jezikovnih vzorcev, jezikovnih vedenj, tega, kar ti dejansko si, tam je tvoja resničnost. In ko ljudje, če razmišljamo samo o tem, kako bi radi spremenili podobo javnega nastopanja, veščine javnega nastopanja, in če ne nagovorimo tega spodnjega dela, če ne začnemo tam pucati, pa tam izboljševati, pa se zavedati stvari, bomo v konfliktu, ne? Torej, če je zgornji del ledene gore v konfliktu s spodnjim delom, se mi zdi, boš imel težavo, pa napor, potem dobro javno nastopati. Ali pa... Ono te preveč utrudilo to, ne?
Utrudilo, evo, bravo, to je tako, kot recimo tisto, kar sva se pogovarjala, da je zelo naporno ali pa najbolj naporno je živeti v laži. Da resnica mogoče malo bo zelo dolgoročno je pa biti resničen, pristen. In to se mi zdi, da lahko tudi tlele malo tako prevedemo, da ko se ti v spodnjem delu ledene gore, ko se ti te manj zavedne komunikacije bolj zavedaš oziroma jo skušaš čim bolj izboljšati, potem jo boš bolj samozavestno nesel tudi na odre in potem boš na odru bolj upal biti ti in avtentičen, vse tisto, kar vsi vrabci čivkajo, da je cenjeno na odrih. Ne? Celostnost, ne? Da si celoten tak. Tako. Če imam jaz feeling, da zdaj je to človek je padel v vlogo govornika in ti mi zdaj nastopaš in si preklopil na en drug speaker mode in zdaj zveniš čist drugače, kakor sicer, si mi manj prepričljiv, kakor takrat, kadar si upaš svojo avtentičnost, svojo resničnost prinesti tudi na oder. Pripelji samega sebe na oder, sem imel kar par let naslov svojih delavnic. Pripelji samega sebe na oder. In sem izhajal iz tega, da ko smo imeli tečaj, smo ljudje imeli težave. Seveda z rokami smo imeli težave, z mašili, z očesnim stikom, te običajne klasične zadregice. Potem smo šli na pauzo, smo šli tam za en šankec, pa pili kavo, pa jedli napolitanke, pa se pogovarjali in noben nime več teh težav. Ampak pogovarjali smo se pa še zmeri. In človek niti ni se zavedal, da zdaj že 1 minuto govori, ima monolog in 6 ljudi ga posluša. On pa razlaga neko zgodbo. In on maha z rokami, zelo lepo je vse z gestikulacije povedal, gledal je vse te svoje prijatelje, vzdrževal je očesni stik, našel je primerne besede, zvenel je avtentično, polno, pravilno je poudarjal, vse je štimalo, artikulacija je bila dobra, zaradi tega, ker je bil zagret. Rekel, veš, tega tebe bi jaz rad pripelil na ta oder. Ja. Ker to je tisto, kjer ponovadi ljudje rečemo, kljukca si prepričljiv. Z neki predpogoji, torej, da imaš vsebino, da imaš sporočilo, da imaš kaj za povedati, da imaš kaj za predati. A veš, ti si lahko avtentični, super, samo če nimaš kaj povedati. Ja. Se bo hitro to nekje poznal, ne? Ja, se tudi pravi, ko je to, se pravi ta ločenost med zavestjo pa med telesom, ne. Zdaj, če imaš ti v telesu občutek nevrednosti, nepomembnosti, nezanimivosti, nevidnosti, dolgočasnosti, da te pač, ne vem, lasten starš ni imel časa ali pa te ni želel poslušati, ker si mu bil naporen, zatežen, da si ga spraševal eno te isto stvar 10-krat, ne. Pol ti dobiš v spodnji del ledene gore, ne. Dobiš v bistvu take snovi, taka prepričanja, tako mišljenje oseb, ne, da pol, če hočeš ti javno nastopati, moraš ta spodnji del ledene gore zanikati, ne obstaja, ker če boš ga priznal sam sebi, boš rekel, zakaj bi nekdo mene poslušal. Bravo. Če me oče ni, če me mama ni, zakaj me bo nekdo, ki me sploh poznana, ne, se pravi, to je čisto nelogično. In zdaj imaš pa v sebi ta željo potem, da bi bil viden, slišan, pomemben, tako kot vsak, ne. Kot vsak, ja. In pa poskušaš odrezati telo, tisti telesen del izkušnje preteklosti in ustvariš v sedanjosti neko od preteklosti ločeno osebnost, ne, ki ne temelji na, ki je zdaj bila ustvarjena za ta trenutek, za ta oder, in prej ni obstajala in pa, ko bo luči ugasnila ali pa mikrofon se bo ugasnil, bo spet nehala obstajati, ne. Bo samo sproducirana, kako recimo nek domišljijski film ali pa film, ki temelji na resničnih dogodkih, ne, nista ista. Ja. In pa seveda, če hočeš to, kar imaš v telesu, če hočeš zmanjšati negativen vpliv tega, kar imaš v telesu iz preteklosti na tvoja sedanjost, moraš odrezati telo stran, te pa naporno. In pa v bistvu te to obremeni, te utrudi. Zato se pa ljudje, ki govorijo iz sebe ven, iz telesa ven za šankom, je avtentičen, pa mu je to easy, ne. Ko mora pa pred odrom biti, hkrati ima pa vse prepričanje, da ni vreden biti na odru, pa je pa to zelo naporno, ne. Teda jaz bolj tremo na tak način razumem, tudi pri sebi osebno in tudi kot delam z ljudmi, ki imajo težave s tem, ne, se vedno pokaže, da so v preteklosti bili, ali da si recimo en od staršev preveč želel biti nekdo, pa je pa mu to ni nikoli uspelo, pa je pa
svoje upe položil v otroka, da bo on pa to naredil, čeprav je otroku dal pa isto podzavest, kot je imel sam. Torej otrok ni imel neke boljše možnosti, da bo nekdo drug, razen če se bo bolj potrudil, ne? Ali pa bolj potrudil. In pa pride pa do še večjega konflikta med zavestjo pa telesom in taka oseba pa seveda pogosto zgori. Zaradi tega, ker ga ta javna podoba ali pa to, kar ne bi delal ali pa kar si ali pa kar si tako močno želi delati, pa še sam ne ve točno zakaj. V bistvu pa živi očetovo ali pa mamino življenje, ne. Pol ne vidi smisla več v tem in pol pride pa tudi do zelo veliko odvisnosti pri takih osebah, kar lahko vidimo pri igralcih ali pa znanih osebnostih, da so, pa se pa sprašuješ, pa zakaj je tako nesrečen, kaj mu manjka, ne. Zanj sem bral od recimo Jennifer Lopez, da zahteva, da jo noben ne gleda v oči, ko se pogovarjajo z njo, od teh recimo, ki delajo z njo, producentov, uslužbencev, služkin, varušk in podobno, da ne prenaša očesnega stika, ne. In pa se vprašaš, zakaj pa ne, kaj pa je, lepa je, slavna je, bogata je, kaj fali, mislim, zakaj tako, ne. Sem pa seveda, če greš pa gledat, kako je imela otroštvo, pa vidiš, da ona na telesni, to je že moja interpretacija, ne, da na telesni ravni je bila nepomembna. In pa ti to ostane in ne glede na to, koliko si ti uspešen, te to enkrat dohiti, ne. Zanimivo. Ampak to tudi pove o tem, kako močno sredstvo je očesni stik, ne. Ja, duša je, ne. Pogledamo v oči, a veš, pri javnem nastopanju, ne, eno izmed teh prvih orodij za ti, da stik navezuješ in da ga ohranjaš, je to, da ljudi gledaš v oči, torej eye contact, očesni stik, ne. In o tem je zelo enostavno poslušati, potem pa, ko ti prideš sam, pa se zdi ta samoumevnost očesnega stika kar izpuhti. Veš, ko si v publiki, avtomatsko gledaš unga, ki govori, ga gledaš v oči. Ja. Ti prideš na oder, te pa blazno moti, zdaj me pa 100 oči tlele gleda. In dostikrat na delavnicah to, veš, tako enostavna, brezvezna stvar, ne. Jaz rečem samo, ok, zdaj se pa samo malo spoglejmo. Srečajte čim več oči v tem prostoru, pa se samo v tišini glejmo. A veš, kako to zanimivo razpoloženje dvigne? Vsi se začnemo smejati, vsi se neki začnemo nasmihati, hihi, malo nam je nerodno, malo tako nekdo zakuha, veš. In že to pokaže to moč očesnega stika. Je pa res, da zdaj pa prihajava že do enega stvari, ki bi jaz to zelo rad tebe vprašal. Kje začeti? Lej, očesni stik ti je naporen. Ko priješ ti pred občinstvo, se mi zdi zelo naravno, da ti ni enostavno vzpostavljati očesnega stika z vsemi temi, z množico, z občinstvom, ki te gleda, ne? Če sva midva tamle se pogovarjava na kavici, je to samoumevno. Potem pa si na odru se zgodi čisto nekaj drugega. Ok. In še kup podobnih neprijetnosti, ki te srečajo pri javnem nastopanju. Veš, pred časom sem se srečal s pojmom desenzivitizacija. Skratka, najprej si ti na neko stvar občutljiv, potem pa, ko nekaj časa ponavljaš, ko si večkrat izpostavljen dražljaju, ki te matra, se adaptiraš na njega. Adaptiraš. In takrat so to uporabljali desenzitivizacija, nekako tako, ne? Ja. Logično. In zdaj, ko sem jaz primerjal, oziroma ko sem razmišljal, a je možno katerokoli stvar izmojstriti brez tega, da bi se ti podvrgel nekemu treningu neprijetnosti oziroma da to neprijetnost s časoma presežeš. A veš, če se jaz se zdaj učim kontrabas. Veš, kako me roka pa prsti bolijo včasih, ne? In potem neverjetno le to po pari dneh ti utrdijo, ratejo blazince dejansko bolj trde in to pomeni, dobesedno sem dobil bolj trdo kožo, sem se desenzitiviziral in zaradi tega počasi prek nekega trpljenja, prek treninga neprijetnosti, lahko človek izmojstri to svojo veščino in potem na koncu nekdo uživa v tem. In vsak glasbenik je sigurno šel skozi neke te procese, ali pa športnik, ki tudi prek napora zgradi mišice, ali pa plesalec, ki na koncu uživa v svojem plesu, na treningu je pa moral trpeti, zato da potem tudi druge navduši. Ta desenzitivizacija se mi zdi zelo podobna temu,
kar ti imenuješ senzorno-motorna amnezija. To pomeni, da jaz potučkam oziroma da odklopim telo in da počasi navadim, da telesu ni več neprijetno, ampak to mi omogoči nek napredek. In zdaj, če greva trema, javno nastopanje, vse to, večkrat, ko si ti izpostavljen temu, večkrat, ko ti preideš ta strah, pa sram, pa vse to, kar nastopa, zraven, lažje se boš s tem spopadel. In zdaj, tukaj me to matra. Ko bi rekel, to meni, da si odrezal telo stran. Jaz pa pravim, da je možno kako drugače sploh, kakor da ne utrdiš telesa in tako naprej. Tako da sej razumeš, ne? Kaj? No, dejansko o tem, ko si govoril, to ni senzorno-motorična amnezija, ampak je samo senzorna amnezija. Se pravi, sam senzorni del, da ne čutiš recimo bolečine. To pomeni, da spremeniš delovanje senzornega dela živčnega sistema, ne pa nujno motornega. Ker motorni je tisti, ki pač ukaze iz možganov pošilja dol v telo, da se nekaj zgodi. Senzorni del živčnega sistema je pa tisti, ki pošilja informacije, impulze, senzacije, občutke iz telesa v možgane, zato da možgani spovejo, kaj se dogaja. In na osnovi senzornega se pa oblikujejo motorni odzivi. Ne? Senzorni vpliv aktivira motorni odziv. Motorni odziv spremeni nekaj, pač karkoli že to spreminjaš. Je to, da se mišica zakrči. Ali pa sprosti, pač odvisno. Ne? In zdaj motorni odziv in vpliv na telo, recimo v tem primeru na mišice, skeletne mišice, spremeni obliko telesa, vpliv telesa na okolje in zaradi te spremembe se spremeni stanje telesa in potem ta sprememba v stanju telesa spremeni senzorni vpliv telesa na možgane in potem zaradi tega pride do drugačnega motornega vpliva telesa na možganov na telo in dobimo motorično povratno zanko. To je senzor. Tukaj in pol v tej zanki pa lahko imaš senzorno-motorično amnezijo ali pa tudi ne. Zdaj, kaj je tukaj pomembno, je pa razlikovati med akutno senzorno-motorično amnezijo pa kronično senzorno-motorično amnezijo. Ker ti lahko recimo zato, da se naučiš igrati kontrabas, za nekaj časa zmanjšaš občutljivost, prav te bolečina, ki jo čutiš kot posledica adaptacije na nov inštrument, ne odvrne od igranja inštrumenta in se po določenem času pride zaradi te bolečine do spremembe strukture telesa, se pravi, določene mišice se ojačajo, pa določene ligamenti se spremenijo, dolgoročno se ti recimo lahko tudi do določene mere spremeni gostota pa oblika kosti ali pa sklepov. Ne? Ker telo je vse živ sistem, samo pač najhitreje se recimo spremeni občutljivost na neko bolečino, če nadaljuješ, se pa spremeni recimo mišično tkivo, se hitreje spreminja, mislim, da 3-krat hitreje kot recimo ligamenti. Ligamenti se pa 3-krat hitreje spreminjajo kot okostje, skelet. Ne? In zdaj, če dosti dolg igraš kontrabas, pa ne odnehaš ob prvih recimo neprijetnih izkušnjah pa bolečini, se boš počasi lahko prilagodil na igranje kontrabasa, tako da bo tvoje telo zaradi drugačne funkcije, se pravi, če ti igraš kontrabas, je to druga funkcija, drugačna funkcija potem pa vpliva na drugačno strukturo. Zdaj, če hočeš pa spremeniti funkcijo in strukturo, moraš pa prinesti bolečino. Ker sprememba nečesa v nekaj drugega pomeni transformacijo. Transformacija pa običajno za sabo potegne bolečino, sicer je pa spet odvisno, koliko hitra pa močna. Ja. Ker zdaj ti se lahko učiš kontrabas vsak dan 5 minut, pa boš mogoče začutil malo neprijetnosti, pa boš se prilagajal na kontrabas, 5 let. Lahko se pa učiš vsak dan 1 uro, pa boš lahko začutil veliko bolečine, boš mogel imeti močno voljo, boš mogel razviti večjo senzorno amnezijo, akutno. Ampak se boš na kontrabas recimo pripravil pa adaptiral v pol leta ali pa 1 leto. In zdaj tukaj je pa vedno problem hitrosti adaptacije, ker lahko je počasna, lahko je hitra, lahko je ravno prava, lahko je pa prepočasna, se pravi, nikoli se ne boš navadil na kontrabas in ne boš mogel nikoli ga igrati več kot, 1 komad, ne pa recimo cel
če jaz rekel, da si bil na Abrahamu, da si igral, ne? Ja. No, tam recimo igrate v celi zabavi, koliko ur? 2, 3? Ja, če ni bilo celo več, ja. Ja, pa recimo, da je tega neto imaš igranje pauze, ene ne, 3 ure, ampak no, recimo te kose, zdaj, če igraš v takem ansamblu, da odigrate en komad, pa imate pa pauzo, pa je spet en komad, pa pauzo, vas verjetno ne bi več najeli, ker ne bi mogli plesati, ne. Recimo, torej vi morate odigrati vsaj koliko, 5, 6, 7, 8 komadov v kosu, torej ti se moraš skozi prilagajanje kontrabasu in senzorno amnezijo ustvarjati dovolj drugačno motoren vpliv na tvoje telo, da ti si sposoben igrati kontrabas, ker zdaj samo telo te bo pa na začetku poskušalo odvrniti od te spremembe, tako kot kajenje, se isto. In zdaj, težava, ki tukaj nastane, pa je, če se zaradi neprimernega tempa adaptacije akutna senzorna motorna amnezija razvije kronično. Potem se ti prilagodiš tem inštrumentu na račun neprimernega tempa spreminjanja strukture in potem pa lahko recimo taka neprimerna adaptacija na kontrabas sproži kronične težave z zapestjem, z komolcem, z ramo, z vratom, z eno nogo, z drugo nogo in potem recimo taki glasbeniki trpijo za kroničnimi problemi. To je po mojem glih tvoj IQ kriv, ne? Toliko sem se z njim spoznal, da to zelo hitro začutim. Točno ta področja, te točke telesa, ki se zdaj omenil, sem rekel, če mi jaz tole preveč pretiravo, to se mi bo nekje poznal. Tako je zdaj, ok, tle boli, tole, če jaz vsak dan 2 uri drgnem, jaz sem gotov, v enem letu bom... Torej bi mogel drugo besedo zbrati, ne da je IQ kriv, ampak da je IQ zaslužen. Tako, ja, seveda, ja, ampak res, ja, to... No. In zdaj, z javnim nastopanjem je isto, ne, zdaj, če ti nekoga vrgu na oder, pred 500 ljudi, pa boš mu rekel, zdaj pa, se pravi tisto, vržeš ga v morje, pa se ti lahko naučiš človeka plavati, tako da ga vržeš v morje, pa plavi, ali se boš pa utopil. Je pa verjetnost, da bo taka oseba razvila travmatičen odnos do vode, pa do plavanja, izjemno visok, ni pa nujno, da bo ta oseba potem imela travmatičen odziv na vodo pa plavanje, ampak bo lahko to nemoč, ki jo je začutil, ko je bil vržen v morje, pa da je plaval, potem dal ven nekje drugje na nekoga drugega ali pa v nekaj drugega. Aha. In pa recimo lahko preveč ukruten do otroka, do recimo podrejenih, ali pa bo imel o svoji publiki lahko zelo negativen mišljenje, sem ga ne bo javno povedal, ampak ga bojo sem nekateri vedeli za to, da je pač, pa prebereš kako knjigo o neki slavni osebnosti, pa pišejo, kake je govoril o svoji publiki in pred publiko se je delal, koliko je vesel, pa koliko ga navdušujejo in tako, v resnici pa je imel od njih mišljenje, sem dobro, ne? Ali se ti pa zgodi recimo to, kar ima zdaj pri Celine Dion, ne? Ko ima to moč, to bolezen, ta sindrom zakrčenega telesa, ne? Ker je mogla celo življenje igrati zaljubljeno, veselo osebo, v resnici noter je bila pa po tistem, kar sem bral, po mojem, polna besa do mame, do očeta in potem je poskušala s tem javnim nastopanjem zdraviti te komplekse. Seveda je potem ta spodnji del ledene gore pojedel zgornji del ledene gore, ne. In to se dogaja zelo velikrat. Tempo adaptacije, ne, to zdaj mi je zelo ostalo v spominu, ampak se verjetno pa strinjava, da prek določenih neprijetnosti pa ne moreš napredovati. In to pomeni, ko si izpostavljen temu, da ti je malo nerodno, pa večkrat za trening. Vsakič, torej, če priješ na delavnico javnega nastopanja, moraš iti v neprijetnost. Ne pa čakati, da smo tlele samo smejali. Ko boste vi morali nastopati, vam bo neprijetno. Boste zašvicali, se vam bo dvignil srčni utrip, boste imeli tremo, boste malo zardeli. In to je, tako se delajo govorniške mišice, tako je spravim. Ne? Če hočeš imeti višjo kardiovaskularno sposobnost transporta kisika po telesu, se pravi višji VO2 maksimum, ne moreš sedeti pa gledati televizijo
Pač, In ti telo pomaga s temi odzivi, ne? Te pripravi. Ja, samo vprašanje pa je zdaj, koliko jih lahko realno čutiš, kakšna je tvoja senzorno-motorna amnezija, koliko si ti, zdaj, če ti znaš odklopiti telo od zavesti, potem si lahko ti ustvariš iluzijo, da te nič ne boli. Zdaj, recimo, če si predstavljaš, da bi bil vaš ansambel povabljen na neko, da bi imeli koncert v Cankarjevem domu. Pa bi vam rekli, imate 2 tedna, da se pripravite. To bi šlo, moraš nekaj dati po mojem, Wembley pa en dan pripravi. Ne, en dan je premalo. Nekaj, kar ti je zelo pomembno, da bi nastopal, ne vem, v Dunajski filharmoniji, ajde to. Tako, in da boste tam mogli 3 komade zašpilati v nulo. Imate pa 2 tedna cajta. In boš ti takrat rekel, zdaj moram pa vsak dan 4-5 ur drgati ta kontrabas in takrat zaradi višjega motiva boš verjetno ne boš čutil take bolečine, kot bi jo, če bi recimo bil nek drug dojec. Prav, če imaš motiv, boš ti lahko začasno povečal senzorno amnezijo in boš ustvaril iluzijo, da te nič ne boli. In to recimo ljudje delajo ali pa delamo konstantno in pa pride do kronične utrujenosti, izgorelosti, ker imaš v glavi nek cilj, hočem to doseči, hočem strenirati to, hočem preteči do takrat in ti v takem primeru, sploh če nerealne cilje postavljaš, kar se pa ponovadi zgodi, če je na to osebo premalo ženskega vpliva. Ker ženske, če delujejo po žensko, znajo zelo dobro definirati, kakšen bi mogel biti dolgoročen tempo, da bi na najbolj optimalen način se adaptiral pa dosegel določen cilj. In to je tudi glavni namen vpliva ženske na moškega, da moškega umirijo, da mu zmanjšajo njegovo pretirano impulzivnost, da ga pa spet preveže za radiator, da ne sme nikamor. Ne? In v takem primeru ti lahko dosežeš optimalen tempo adaptacije, da lahko samo z akutno senzorno amnezijo razviješ in napreduješ v nekaj boljšega in s tem preprečiš kronično senzorno amnezijo. AIQ se pokvarja z odpravo kronične senzorno-motorične amnezije, ne akutne. Akutne je pač to, ko si rekel, če hočeš pač priti na vrh hriba, razen če greš z avtom, ne moreš pričakovati, da ne bo naporno. Zdaj pa, če ni nič naporno, pomeni pa, da verjetno greš prepočasi, ali pa da bi lahko šel hitreje, mogoče se ti danes ne da, jutri se ti pa bo, samo moraš pa spet imeti motiv, zakaj bi to imel. Ne? In zdaj sploh človek kot vrsta je taka, da skozi stremi k napredku, ker je tudi logično in potem seveda je ta sposobnost, da znaš določiti, kako močno bolečino je smiselno prenašati, pa da je to dolgoročno koristno, nujna. Samo po recimo stanju ljudi, ki so v kroničnih problemih vedno bolj in bolj, pa lahko v bistvu vidimo, da ta občutek, kaj je prav, kaj je premalo, pa kaj je preveč, pri večini nas ne deluje optimalno in pa seveda imamo kronične probleme. Kaj mi je še zanimivo, če se malo vrneva k ledeni gori, ne? K našim vsakdanjim jezikovnim vedenjem. Meni se zdi, da tisto, kar se nam nekako na odru pokaže, mi to že nosimo v spodnjem delu ledene gore. Tisto, kar nas matra gor potem na odru, s čimer imamo izzive. In jaz ljudem nekako položim na dušo, poskusite čim več teh stvari ozavestiti. Naprimer, slabo odpiraš usta, momljaš, premalo artikulacije, delaš predolge stavke, greš preveč v globino in širino, ne znaš zaključiti misli, preveč sprašuješ po mnenju ali pa preveč pojasnjuješ samega sebe. Veliko enih takih mikrostrategij, ali so zdaj na neki fonetični ravni ali so na vsebinski ravni, ampak to so vse tvoji načini izražanja, jaz temu pravim jezikovna vedenja. In če jih ti ozavestiš, pa jih skušaš malo vsake toliko časa izboljšati. Nekaj klepetava tamle, pa jaz rečem, spet malo premalo odpiram usta in bom malo več mišic pri tem uporabil in bom malo bolj jasno izgovarjal, artikuliral, ne? In ko potem dam to primerjavo, če bi jaz imel doma eno štango, pa vsakič, ko grem mimo te štange, se na njej
dvignem enkrat do dvakrat. Ne, da kaj boli, ampak glih toliko, ne. Sem prepričan, da po 2-3 mesecih bi tisto dvigovanje, jaz potem se že 10-krat dvignil brez težav, ker bi toliko počas to natreniral. In se mi zdi, da če te stvari, ki te pri tvojem jeziku, pri tvojem nastopanju malo motijo, če jih skušaš vsak dan se čim večkrat spomniti, pa malo korigirati, malo popraviti, malo izboljšati, da ti to pride v podzavest. Veš, od ta Wayne Dyer, če poznaš malo na to popularno misel, ki jo veliko citirajo, ne, how you do anything is how you do everything. Da torej, ni točna. Ni točna? Mislim, da ne. Okay, to je naslednja stvar, ki mi je všeč, ker totalno veliko enih citatov, ki jih tako mečemo in zdravo zagotovo vzamemo, kar veliki mislici rekel, pa to mi je všeč, dajmo malo razmisliti. Sam veš, kaj všeč mi je, da vsakodnevna vedenja se mi zdi, da te bolj določajo, kakor pa vrh ledene gore, kjer ti stopiš na oder. Ne? Jaz sem bolj tisto, ko nisem na televiziji ali pa tlele na podcastu, to je bolj tisto moje. Ne? In bolj kot tam skrbim za tisto spodnji del ledene gore, tako bi jaz razumel to Dyerovo misel. Potem mi bo lažje tudi gor na odru stati, pa biti v zgornjem delu pod žarometi malo bolj samozavesten. No, problem te misli je ta, da jo ne postavijo v kontekst. Ne? Ker seveda je načeloma lahko rečemo, da je točna večino časa. Ne? Ker zdaj pač v podzavestnem delu živčnega sistema imaš cel kup odvisnih odzivov, ki pač se vedno na enak način odzovejo. Se pravi, ko pride v možgane držlaj A, v podzavesti aktivira odziv B in se pač ta odziv B spele dol po motornem delu živčnega sistema v telo in telo pač naredi določeno vedenje iz navade. Ne? In v takem primeru lahko seveda rečemo, da ta rek drži, ker smo ljudje bitja navad. Ne? Sam drži pa vedno. Zdaj, ti recimo, če hočeš se vsakič dvigniti na tej šipki, moraš o tem razmišljati, pa moraš imeti, zdaj si pa predstavljati, ali bi dan preden greš na morje in pakirate, pa moraš milijon stvari razmišljati, pa pripravljati, pa ali si to vzel ali nisi, ali si to poskrbel, ali si povedal sosedu za to, ali so, ne vem, rože dosti zalite in cel kup stvari, ali bi tisti dan tudi naredil toliko pull-upov, kot recimo en dan, ko imaš pa več časa. In zdaj problem zavesti je ta, da zavest ima omejeno sposobnost vpliva na tvojo sedanjost, podzavest pa dejansko vpliva lahko na tvojo sedanjost 24/7. Zavest pa ne. Zdaj, več ko ima stvari, o katerih moraš zavestno razmišljati, še posebej, če so te stvari, o katerih zavestno razmišljaš v prihodnosti ali pa razmišljaš zavestno o preteklosti, bolj tvoja podzavest krmari tvojo sedanjost. In zdaj, če ti v podzavesti nimaš tega že avtomatizma, da vsakič, ko vidiš šipko, da narediš en pull-up, brez da bi sploh razmišljal, ne, boš lahko to delal samo v okoliščinah, ko imaš dovolj časa pa zavestne pozornosti. V drugih boš pa pozabil, boš rekel, danes pa nisem nobenega naredil, ker smo imeli neko gužvo ali pa karkoli. Ne, seveda je pa ta princip tudi problematičen deloma zato, da če boš ti delal samo en ali pa 2 pull-upa, nikoli ne boš prišel do 20 naenkrat, ker rabiš pa vsake toliko časa jih narediti pa 5 ali pa 7 ali pa 10, da boš pa lahko jih naredil kdaj 12 v enem kosu ali pa 15 v enem kosu, ker če boš skozi na enem ali pa 2, boš jih lahko naredil največ 5 ali pa 6, pa te bo pa že, ker telo ni navajeno ker če je telo navajeno na 2, ali pa če si navajen govoriti pred 2 osebami, to ne pomeni, da se boš s tem adaptiral na to, da boš lahko govoril pred 100 na enak način. Ampak boš mogel iti recimo govoriti pred 10 ljudi, pa boš tam malo zašvical, pa boš videl, se me ni ubil, pa boš pa drugič pred 20, pa to gre eksponencialno gor. Ne. To je spet govorimo o tempu. Ne. Pa o dejstvu, da zavestni del živčnega sistema je zelo energetsko potraten. Zaradi tega, ker ima ogromno količino recimo teh signalov, ki potujejo po nevronskih mrežah, so slepi naboji. Ti, ko razmišljaš, je toliko enega odpada. Jaz mislim, da mogoče
par odstotkov tega, o čem razmišljamo, dejansko je pol uporabnega, da ven pride. Medtem, ko so pa v podzavestnem sistemu imaš pa ti te, ne bom rekel, misli, ki ne misliš, ampak delovanje podzavestnega sistema je pa že spilen koncentrat, ne samo tebe, ampak tudi tvojih staršev, pa njihovih staršev, in tam je pa odpada zelo malo. Tudi tako, ko bi recimo lahko gledamo tako, recimo, da podzavest dela tako kot McDonald's, zavest dela pa tako kot a la carte restauracija, kjer pa še a la carte restauracija ni dober primerjava, ker imajo še zmeraj omejen jedilnik, ne. Ampak nek kuhar, ki ga pokličeš k sebi, pa ne ve, kaj ti bo kuhal, in pa mu rečeš, daj mi skuhaj to pa to. Koliko je to bolj zahtevno za njega, kot pa recimo onega, ko v McDonald'su štanca eno te isto, in seveda, koliko je tudi hitreje narejeno, ne. Če podzavest dela, koliko je cenej. Če greš ti v McDonald's jest, ali pa če boš recimo kuharju rekel, prid k meni domov, pa ko boš prišel domov, bom videl, kaj se mi je, ali pa recimo, da si toliko premožen, da imaš svojega kuharja, bo tudi ta kuhar večinoma prosil te, ne bom rekel, glih zahteva, ampak prosil, če mu lahko vnaprej poveš, kaj bi jedel, zaradi tega, da kup sestavine, pa se pripravi, ne. Pa že to bo bistveno manj učinkovit, in če boš gledal, koliko recimo tebe en obrok košta, ko bi ti ga ta kuhar skuhal, ali pa koliko bi te obrok, da bi se najedel v McDonald'su koštal, ali pa da greš tukaj v eno recimo gostilno, ki ima malce, bi bila ogromna razlika. In pa je problem, da zato, da nam zavest toliko kontrolira sedanjost, običajno nimamo niti dovolj sredstev ali pa energije. In pa smo še kljub vsemu obsojeni na to, da smo bitja navad, ker enostavno vse ostalo je preveč neučinkovito. In tudi namen AEQ je glih ta, da z zniževanjem senzorno-motorne amnezije bolj jasno rangiraš ali pa razvrstiš navade v učinkovite pa neučinkovite, koristne pa nekoristne, in pa se osredotočaš na tiste nekoristne ali pa škodljive navade, ki ti otežujejo sedanjost in ti s tem povzročajo kronične probleme v prihodnosti. In pa tiste navade spreminjaš. Ostale pa pustiš na mir, ker če pa se moraš zanašati samo na zavest, da bo ona te držala na pravi poti, si pa obsojen na to, da boš iztiril samo vprašanje, kje pa kdaj. Veš, kaj mi je zanimivo, kaj sem med drugim pomislil zdajle. Vem, da rad uporabljaš razne analogije in prispodobe, ne. Zavest in podzavest si mi opisoval trenutno z hitro restauracijo oziroma restauracijo s hitro prehrano in a la carte. In to je nekaj, kar naš preprosto ljubi, ne. Zaradi tega jaz tudi, če se pogovarjamo o govorništvu, javnem nastopanju, jaz navijam za metaforiko, za prispodobe, za analogije, take prijazne, občinstvu primerne, da čim bolj slikovito razložijo tisto tvojo tematiko. Na ta način, če uporabljaš to, se mi zdi, si bolj razumljiv, pa manj dolgočasen, in to sta dva močna faktorja. Pa še ena bi bila primerna, recimo, ko gledaš take oddaje a la Masterchef pa to, ne. Ja. Pa gledaš, pa vidiš, da vzame celo ribo, ne, in pa iz te ribe uporabi samo en del ribe. Ja. Vse ostalo vrže. Ja. Na tak način zavest dela, ne. Ti imaš ogromno misli, ogromno aktivnosti v nevronskih povezavah v tem neokorteksu pa čelnem režnju, ampak pa se samo en delček tega spremeni v neko dejanski rezultat. Dostikrat tudi bereš komentarje za take oddaje a la Masterchef, pa to se ljudje zgražajo, koliko hrane se vrže, ne. Seveda, če bi šli gledati, koliko hrane vržejo, koliko imajo odpada pri McDonald'su, ko delajo recimo pašteto, ko včasih rekli, da se pač v pašteto vse vržejo, tudi kremplje noter, pa vse, torej tam odpada ni. Sam je pa tudi seveda občutek, ko ti sješ pa okus, ni isti, kot če ti naredi pa recimo vrhunski kuhar pašteto samo iz najboljših jetrc. V tem kontekstu sem mislil, ker ljudje zelo hočemo, pa mislimo, pa upamo, da zavestno funkcioniramo, ne. Sem večina, pa ne moreš dolgo biti tako, ker se
prekuraš, ker je toliko neučinkovito. Če primerjamo delovanje zavesti pa nezavesti, podzavesti. Je podzavest bistveno manj učinkovita, bolj učinkovita kot zavest. Pa seveda. Podobno energetsko zelo potratno je na odru, pri javnem nastopanju biti nekdo čist drug, kakor si ti sicer. Ja. To je pa tisto, kar sva prej govorila. S tem, da veš, kaj je pa zanimivo meni, ne? Jaz trdim, da je vadba, trening namenjena temu, da ti lažje prideš do svoje avtentičnosti. To pomeni, ti treniraš, govorimo o javnem nastopanju, govorništvu, treniraš, zaradi tega, da boš bliže se prišel, ne da boš izgradil nekoga drugega, ker nisi igralec. Ker igralec se mora transformirati v nekoga drugega, pri govorcu je daleč najboljši recept, bolj ko si vse, pa si zadovoljen seboj, bolj boš ljudi prepričal. In ljudje je zanimivo, kot da nam je kontradiktorno, češ, s čim več treninga bom dosegel čim več avtentičnosti, pristnosti. Ampak v to smer mora biti trening sploh narejen. Ja. Ti moraš tolikrat probati, da boš sam se pošeš, da boš rekel, zdaj pa natur zvenim. In ko sem že pri tem treningu, vedno znova ponavljam, kako mi je neverjetno, da ljudje podcenjujemo ta pravo, normalno, enostavno, glasno vadbo. Katerokoli drugo veščino, če se greva učiti, ti je jasno, da brez tega, da boš probal, ni šans, ne moreš. Ne? Pri govorništvu se nam zdi, daj mi kako fajn knjigo predlagi, pa daj kakšen YouTube tutorial, da dobro pogledam, pa da bom poslušal, da pridejo ljudje na delavnico, pa upam, da ne bo treba veliko govoriti. Ne, ker valjda s poslušanjem se boš pa vse naučil. Kako? A boš, doskrat to uporabim, a boš šel, recimo si neplavalc, pa boš prebral eno fajn knjigo o plavanju, res kako je treba plavati, boš rekel, evo ga, zdaj pa jaz vem, hop, pa boš skočil v bazen. Ja, utopil se boš, ne, nisi probal. Ne vem, zakaj bi pri govorništvu tolikrat radi ljudje zgolj s poslušanjem oziroma z biti tiho postali boljši govorci. In to je toliko enostavna stvar, ne komplicirati, samo probi parkrat, pa boš videl, kdaj boljš, pa kdaj slabš zveniš. Samo probavaj na glas. In ja, včasih ti je sam pred sabo ti je nerodno. Fenomen, ne? Ja, tudi to. In posnam se, ja, in ne boš užival, ko se boš gledal in boš vsako napako 10krat bolj videl, kakor je bojo potem ljudje, ko boš ti enkrat zares to počel. Ampak glasna vadba, neverjetno koliko malo ljudi to počne, ker se ti boš moral na glas govoriti. To ali pa podcenjevanje vloge telesa. To pomeni, da ko treniram doma, sedim, pa gledam računalnik, pa grem čez neke svoje slajde, pa čez to svojo vsebino in skušam memorirati tekst in v redu, tudi to je priprava. Ampak kako boš moral pa tam? Ja, tam bo treba pa ostati, pa bo treba biti, ne bom mogel sedeti. Ja, stati boš mogel, veš, koliko je telo bolj izpostavljeno, ko se ti postaviš na noge, koliko več telesne govorice se vidi, koliko več jo boš skušal imeti pod nadzorom oziroma se z njo nekako sinhronizirati. In doskrat nam je lastno telo zelo na poti, ko se moramo spopasti z izzivi javnega nastopanja. In jaz trdim, da zaradi tega, ker prej nisi zares probal. Ja, če bi gledali, kako je razmerje med ljudmi, ki recimo poslušajo AIQ podcaste, pa se tako učijo teorijo, ne, do ene mere, pa koliko ljudi pa dejansko gre narediti AIQ vajo. Ker čisto isto je brati knjigo o javnem nastopanju ali pa vaditi javno nastopanje, tudi tukaj poslušati AIQ teorijo, pa narediti vajo, skozi katero začutiš bolj, kakšno je dejansko stanje. In pol dosti ljudi nima problema poslušati podcaste, vaje, ima pa problem zadevati. Pa se pa nekaj več vejo, ampak v resnici se pa nič dolgoročno ne spremeni, ker je telo isto, kot je bilo prej. Ne? Ker vpliv zavesti na telo je pa bistveno manjši, kot bi mi želeli verjeti ali pa bili prepričani, ker pa seveda, če bi bil vpliv zavesti na telo veliko močnejši, bi pa se lahko zelo hitro spreminjali. Samo hitra sprememba pa običajno pri analognem sistemu poveča, neobičajno, to je v bistvu zakonitost, da hitrejša, ko je sprememba, pri analognem sistemu večja je verjetnost napake. Recimo pri digitalnih sistemih je pa spreminjanje pa napaka nimajo takega razmerja. In seveda je zato tudi logično, da imamo toliko trdoživo pa odporno podzavest, da z njo
ublažimo brez nepreudarnost ali pa nepremišljenost zavesti. Ker glih za tega, ker ima zavest, je relativno plitka, ne? Ker če gledamo zavest, je zajema mogoče zgornjih, recimo neokorteks, kjer imamo zavest, je debel okrog centimetra, ne? Pa še to verjetno ne govorimo o celem debelini neokorteksa, ampak samo zgornjih par milimetrov možganske skorje, tam, kjer je največ aktivnosti. Torej, vidimo, da zavest nima neke globine. Ker bolj, ko greš pa v globino fizično, več je tam česa, več je podzavesti, ne. In zdaj, če zavest nima neke globine, pa je tudi težko predvidevati, da je izkušena, modra, preudarna, ampak relativno hitro pride do nekih zaključkov, predvideva, da je tako, pa kar sploh leva možganska polovica ima ta problem, da neko predvidevanje kar določi za dejstvo, čeprav recimo je dejstvo lahko čisto drugačno, ne. In zdaj, če ne bi imeli podzavesti, bi bili kolemingi. Bi pač mislili, da je nekaj prav, pol, ko bi pa se to že tako počnemo, ne. In pol, ko pa in zelo težko dojamemo, da nekaj v bistvu ni tako, ko nam paše. In pa moramo pa sprejeti tisto dejstvo in tako ko si rekel, ne, vadba pa integracija telesa v nek proces je glih zaradi tega, ker to vedno boli ali pa je neprijetno. Poskušajo ljudje najti nek obvoz mimo tega, pričakujejo pa pol enak rezultat, kot če bi šli v to, ne, kar je pa seveda pol spet iluzija, ne. Veš, kaj je še tukaj zanimivo? Da ljudje včasih govorjenje, komuniciranje dojemamo kot neko tako duhovno aktivnost. Seveda je mentalna aktivnost, rabiš procesirati, pa razmišljati, ampak to, da se te pa sliši, je pa povsem in samo zgolj mišično delo. Če ti porežem vse mišice v telesu, ni šanse, ne moreš oglasiti. Ne? Najprej je tukaj prepona oziroma mišice, ki potiskajo zrak ven, da ta izdišni zrak zavibrira glasilki, ki se zatreseta, to je foniranje, torej oglašanje, in potem, da se te razume, moš pa izoblikovati to, kar pride ven, v besede, stavke in tako naprej. Tukaj so pa tele mišice pri čeljustih, ki odpirajo usta, pol so okrog ustnic mišice, pa jezik kot najpomembnejša. In seveda za barvo glasu je v grlu okrog je vse skupaj eno mišičevje, ki se stiska, kako, na kak način se te bo slišal, kaj boš slišal v glasu. Mislim, vem, da vse to veš, ampak zanimivo mi je, kako ljudje včasih dojemamo to kot, a veš, trening govorništva je tudi en tak fitness za mišice. Če sta glasilki, sta dve mišici. In če glasilko bolj napneš, to kot bi mišico napel, bo kot struna, ki jo napenjaš, bo ton višji. Takrat je frekvenca tresenja med njima višja in to pomeni višji ton. To delamo skozi prepetje, če povem, če tonsko se spreminjam, to delam samo z napenjanjem strune in z rahljanjem te strune. Tako, odpuščanjem, ja. In torej, trening govorništva, trening govorjenja ali pa dobrega poudarjanja, dobre izgovorjave, tega, da se sliši tvoj glas kot prepričljiv, lahko dojamemo, to je smešno, tudi kot mišični trening. Vadbo, tako. Tukaj pa pride, recimo, to, s čim se ukvarja kronična mišična zakrčenost ali pa kronično povišana mišična napetost, ne? Ja. Ker to seveda pa pol tudi na glas vpliva in na to, kak vpliv imaš ti kot tisti, ki govori, na tistega, ki posluša. Zdaj, to je eden ali to jih 10 ali jih je to milijon, nepomembno zdaj v tem primeru, ne. Zdaj, če imaš ti recimo v prsnem košu polno gneva na nekoga, učil si se pa že v otroštvu običajno od svojih staršev, ne, da je bil recimo oče poln gneva na svojega očeta ali pa na šefa v firmi ali pa na, ne vem, soseda ali pa na nekega politika ali pa karkoli že, in ta gnev ni znal dati ven iz sebe, se ni upal, ni smel, ni mogel, je mogel razviti redukcijo tega čustva. In seveda v takem primeru dvigneš mišičen tonus mišic vratu, pa čeljusti, vse to, kar si prej pokazal, ne. In zdaj, če to akutno, da moraš biti, ali pa da si tiho zaradi vljudnosti ali pa zaradi nekih drugih interesov, potem pa kasneje daš ta gnev ven
ne razviješ kronično zakrčenost teh mišic, ampak razviješ akutno, ne. Nekdo pa, če je mogel tako živeti dolg časa, seveda razvije drug mišičen tonus in potem to kronično vpliva na njegov glas. Ali pa, Seveda. ali pa ga recimo utruja, da poskuša delovati recimo pozitivno, navdihujoče, veselo, v bistvu noter vse čuti pa čisto drugačna čustva. Delal sem že s par novinarji, ki se je točno videl, da je bil žalosten, otožen, depresiven, ko so se pa kamere prižgale, ne, je pa se spremenil v... To smo vsi imeli taki, veš, Ja. v medijih. Ja, valjda, ne može, kaj bo zdaj tam prišel na oddajo, pa bil žalosten, pa to. Ampak in pa vidiš, koliko recimo je ta, pa si predstavljaš, koliko energije je potrebno, da odigraš nekaj in da imaš ti recimo vesel glas, kljub temu, da imaš žalost v srcu, ne. Ampak zdaj tukaj takoj, ne. Kaj pa natakarca tamle, če greva v bifeja, ne? Ima tudi mogoče še večje probleme, oziroma ima neke svoje bremena. Je gost pa vsak hoče, da se nasmeji, pa da ga postreže, kot da je prvi in zadnji tisti dan. In se bo tudi potrudila, nasmejala, dober dan, kako ste kaj, in ti bo dala občutek, da je super. Skratka, tudi morala nekako čez to, oziroma se potruditi, pa ne pokazati svojega realnega stanja. Ja. Zdaj, a bo rekla, da je nastopala, da je blefirala. Ta meja mene včasih malo matra, no, ki je meja med tisto nezdravo igro, pa blefom, pa med tisto pravo pristno avtentičnostjo oziroma izraženjem tega, kar je v nas. No, načelno bi mogel doma biti avtentičen pa spontan in povedati tisto, kar misliš, tisto, kar čutiš, in pričakovati od okolja, da te bo razumelo, pomagalo, podprlo. In pol greš lažje ven spet v svet, pa tam igraš neko drugo vlogo. Težava pa nastane, če tudi moraš doma igrati neko vlogo, ker pa skozi sam igraš in pa si pa utrujen. In pol pa iščeš sprostitev, ker je recimo ne moreš dobiti običajno doma v domačem okolju, ki bi jo mogel dobiti, in pa to sprostitev iščeš drugje, ali v kemičnih ali nekemičnih odvisnostih, in pa postaneš hitro sužen tega, da saj nekje se sprostiš, ali v navideznem okolju, recimo socialnih omrežij, ali pa kjerkoli drugje, ne. In to pa vodi v težave z recimo vratno hrbtenico, pa krvnim tlakom v možganih, glavoboli, migrene, cel kup stvari se... Kaj mi je še zanimivo, ko si govoril o mišičnih napetostih tlele v grlu oziroma o glasilkah. Če bi poslušal moje prve posnetke na radiju, ko sem še kot čist frišni špiker šel na prvo snemanje, bi bil po mojem nerazpoznaven, toliko višji glas imel, za ene par tonov višji glas, ker seveda dejansko sem bil napet, telo je bilo napeto kot struna, kot se reče, ali pa ko rečemo, da je tenko piskal. Valjda, ko si napet, dobiš višji glas, ker se tudi glasilki sta mišici, ponavljam, in se ta struna našpona in zaradi tega višje zveniš. In sem potem rabo kar ene par tednov, da sem prišel do svojega normalnega glasu, samo zaradi tega, ker sem bil toliko napet in s tako veliko tremo sem na začetku še delal. Ja, samo jaz si pa das motiva, da si šel čez to. Vse drugače pa tako nič ne možeš doseči. Ker če skozi si v coni udobja, kaj boš? A veš, ampak zanimivo, koliko ljudi bi se radi prek samo prijetnosti in igre in zabave naučili tega. A veš, kako je težko zdaj... Ja, pa se bo vprašaj, koga poskušamo učiti na tak način. Otroke, ne? Otrok se uči novih stvari na prijeten način. Ja, prek igre, ja. Ker če boš otroka hotel prisiliti, da se ne nauči hoditi, boš naredil kaj? Ne bo šlo, ne? In zdaj, težava pa je, da za otroka tam nekje do 6. leta velja, da bi se mogel razvijati predvsem po principu užitka. Prav, če mu je fino, bo te oddelal še rajš in bo časa postajal boljši. Sem takrat se uči relativno enostavne stvari, ne? Pol, ko pa odrašča, bi mogel iti pa vedno bolj v princip realnosti. To je pa, da sprejmeš manjšo bolečino sedaj, da preprečiš večjo bolečino kasneje, ne? In takrat je pa pol treba spremeniti odnos do učenja, da učenje tudi boli. Praviloma je neprijetno ali boleče, odvisno pač spet
od adaptacij, koliko hiter hočeš to doseči. In zdaj ljudje pa, tudi zaradi tega, ker je življenje bolj prijazno, predvsem zaradi vse tehnologije, ki skrbi za našo varnost pa urejenost, so danes v bistvu, se mi zdi, kar izgubili to, bi se radi tudi kot odrasle osebe še zmeraj učili biti boljši tako kot otroci. Na isti način kot otroci, na fini, prijeten način. Seveda, problem je pa, da če hočeš ti kot odrasel biti boljši, se moraš učiti bolj zahtevnih pa težkih stvari, kot pa ko si star 2, 3, 4 leta. Takrat se ti učiš kljuko, vrata odpreti s kljuko, pa koliko boš kocke skupaj sestavil. Da so enostavne zadeve, če hočeš biti pa ti boljši kot 25, 30, 40 let star človek, pa v tebe pričakujejo, da bo znal narediti kompleksne stvari, ki se jih pa ne moreš naučiti na lep način. Lahko se jih učiš tudi na lep način, ne pa samo na lep način. Tam pa prije to, da moraš potrpeti, iti v neprijetno, iti v tremo, zato da najdeš način, kako zmanjšaš tremo, pa pol postaneš boljši recimo v javnem nastopanju, kot pa. Veš kaj, všeč mi je bilo, spomnil sem se nekaj, da všeč mi je bilo pri tebi, ko sem šel takrat v AIQ program, da nisi obljubil hitrih rezultatov in da si nas že tako opozoril na začetku, ne, to ful traja in matrali se bo, ne bo prijetno, ne. Ja. Namen AIQ vaj ni, da ti je prijetno, pa da se sprostiš, pa da boš boljš spal, ampak delamo na nečem drugem in veliko bolj dolgoročno. In sem takrat dostikrat pomislil, Pišoka, kako je, recimo v mojem primeru, če se jaz pravim prodajati tečaje javnega nastopanja, kako bi to bilo malo kontraproduktivno, veš, oziroma kako je potem težko priti tržno skozi, če jaz rečem, lejte, hitrih rezultatov ne bo, treba se bo matrati, veliko je od vas odvisno, jaz vam tle na trepalnice postavim, vse vam razložim, ampak enostavno, če se sami ne boste angažirali, če ne boste sami parkrat zašvicali po domače in če ne boste temu posvetili dovolj časa, ne bo res tistih bistvenih, vidnejših rezultatov. Ne? Pa, veš, danes pa ugotoviš, da marketing gre pa v to, da ti ponuja nerealne rezultate v nerealno hitrem času in super bo in zelo na hiter. In vedno znova se ljudje na to ujamemo. Ali pa recimo te spletne prevare. Ne? Samo da ti zadeši hiter zaslužek. Neverjetno, ne? Zdaj sem jaz pred kratkim sem bil žrtev ene take spletne prevare, mislim žrtev, moje ime so zlorabili. A si videl to, ne? Ko sem proučeval te pred podcastom, ne, pa piše, da Boštjana Romiha ni več, ne. Smo ga izgubili. Izgubili smo ga, kaj zdaj, ne mi reči, da je zdaj umrl, glih, ko bi mogel se prijeti. Pa berem, ko je, ne, jasno so me dobili, ne, pa sem rekel, okej, ne. A nisi pol pustil maila, pa to, se nisi prijavil na platformo, pa začel ne. Skratka, ja, grda prevara so mi razložili tudi na kak način potem to deluje in je res tak grd natek in najhujše je seveda, da potem denar pobirajo oni, ki ga že tako nimajo, ne. Ja, zdaj tudi vidiš, zakaj ga nimajo, ker verjamejo takim zelo prozornim manipulacijam. Ampak spet, a ni zanimivo, kako se ujamemo se na te vabe, ki so nerealne, ne? Torej, ta vaba je obljubljala hitro in brez napora, brez razmišljanja in vedno znova smo na iste grehe se ujamemo. Da mi ni treba veliko narediti, da bo hiter, pa da bom potem malo boljši, lepši, bogatejši. To je pač sej je za razumeti, zakaj, ne? Sam, če imaš bolj realen odnos do življenja, pa kot nekaj, če da skozi, bi mogel pa vedeti, da na enostaven način ne moreš doseči nič, kar je dejansko pomembnega. Ne? Pa glih zaradi tega osnovnega fizikalnega dejstva poskušamo ustvariti, sploh če primarno uporabljamo levo možgansko polovico v tem primeru, ne? Skušamo ustvarimo iluzijo, da to je res, čeprav not v sebi vemo, da ni, ne? In pa gremo kljub temu čez, pa upamo, da glih pri nas bo pa to šlo čez. Sem pa seveda ne gre in pa smo pa razočarani, ne? Škoda.
Škoda mi je. Enkrat sem poslušal eno zanimivo predavanje, da sodobni marketing nagovarja 7 smrtnih grehov. Cerkev je to zapakirala v 7 naglavnih grehov. Kaj so to? So lenoba, pohota, požrešnost in tako naprej. In potem gotoviš, ampak res, ne? Če mi obljubi lenobo, ne, nagovarja to, da mi ni treba skoraj nič narediti, da se mi treba potruditi. Požrešnost ali pa predvsem ta pohlep, ne? To boš več za manj. Tako, zanimivo. Samo v resnici je tako, ne, se tudi mi, ko dajemo ven reklame za programe, ne, tam vedno napišemo, da boste boljši, kot ste bili po 30 dneh, ne da boste pa zdaj dobri ali pa dobro, ampak da lahko v 30 dneh napredujejo, pač eni bolj, drugi manj, in vejo več in razumejo več in čutijo več kot po 30 dneh programa, kot pred programom. In to dejansko je za vse, ki se programov držijo, res. Ne napišemo pa, da boste pa po programu zdaj obvladali stvari, razturali, vse vam bo jasen in ne boste več imeli problemov. Lahko boste pa bolje uredili probleme, ki jih imate, ker boste več vedeli. In to je da je še zmeraj delna manipulacija, ne? Ker zdaj, če boš pa napisal v reklamo, da v 30 dneh boste za 1,25% izboljšali, dvignili svojo čustveno zrelost, kar v bistvu je kar dost, in vam bo to v roku naslednjih 3 do 5 let postopoma, če boste nadaljevali s tem, kar ste se na programu naučili, tudi po programu, izboljšali življenje za 10%, v naslednjih 5 letih bo vsak rekel, te brez veze. Če se ti življenje v 5 letih spremeni za 10% na boljše, to je ogromno. Ta primerjava je zelo važna. Če si ti na barki, pa za pol stopinje spremeniš v 10 metrih, ni to nič. Mislim, v 10 minutah. 500 metrih ni skoraj nič. Ne? Če bo pa 1 leto, če bi plul, priješ na drug konc planeta. Na čisto drugo točko, No, se to je, ne? In zdaj ljudje bi pa radi, ker je problem ta, da ti recimo s tehnologijo lahko dosežeš to, da se nekaj izboljša, brez da ti daš kaj velik zraven. Recimo kupiš robotski sesalec, plačaš, koliko pač pride, ne vem, 200, 300, 600 evrov, ga zmontiraš, ga začneš uporabljati in imaš v povprečju bolj čisto stanovanje, brez da ti karkoli narediš za to. Je pač firma, ki je sesalec naredila, vložila čas, energijo, znanje, izkušnje, naredila sesalec, recimo, da je dober in potem si ti z njim zadovoljen. In pa mi to, kar nam omogoča tehnologija, poskušamo pa nerealno prenesti v vsakdanje življenje in pa reči, ok, če bom jaz kupil knjigo, pa še, ko recimo statistiko gledaš, je nekje, mislim, da 80% kupljenih knjig ni nikoli prebranih do konca, ne. Je to tako, ko pač, zdaj sem kupil sesalec in zdaj sesalec dela meni korist. Kupil bom knjigo in bo zdaj knjiga meni naredila korist, čeprav jo sploh ne bom prebral do konca, ali pa jo bom mogoče prebral do konca, pa ne bom pa nič takega naredil. Se pa nimaš nič bolj čisto stanovanje zaradi tega, ker veš, kak naj bi čisto stanovanje, dokler dejansko vzameš metlo v roke, pa dobra primerjava, nekaj narediš, ne. In zato mislim tudi, da je recimo sposobnost jasnega komuniciranja, ne vem, da pravo govoriš knjižno pravilno, ampak da znaš povedati na nek razumljiv način tisto, kar hočeš sporočiti nekom drugem, zato da lahko na njega vplivaš na način, da se on pol odzove na uporaben način. S tem v bistvu vzpostaviš dialog in pol dva lahko več zrihta tako en sam. Če sodelujete, ne, zdaj pogovor ali pa pisna komunikacija je pa tisto, kar poveča verjetnost, da dva sodelujeta in gresta skupaj proti istem cilju, kot pa če komunikacije ni ali je pa nekvalitetna, ne. Zato se mi zdi, da to, kar delaš, je toliko pomembno, da je manj kaosa, manj nereda, manj nejasnosti. Dobro, da si spet izpostavil to, da se želiš samo bolj pravilno izražati,
ampak da se znaš v vsaki Učinkovito, situaciji. ja. Jaz imam eno formulo, ki sem si jo izmislil, da 4K se imenuje. Torej, kdo plus komu plus kaj je enako kako. Ja. Kdo sporoča, kaj je vsebina, pa komu, občinstvo. Tako. Tebi ali otroku ali 100 ljudem, pa kdo sem jaz, kakšna je moja funkcija, vloga, v kateri to nekaj sporočam. In ti to pove po neki zelo enostavni, zdravi kmečki pameti, ti pove tudi, kako se izraže, kako se loti tvojega govornega nastopa. In seveda boš čisto drugače nastopil kot predsednik države, ali pa kot prijatelj, ali pa kot direktor firme, ali pa kot... Skratka, v različnih vlogah, če nastopaš, se boš drugače lotil tega. Veš, kaj me je še zanimivo? Pri tremi. A še malo toliko časa? Ker to me zanima za eno vprašanje še. Lej, Če nisi še preveč lačen. Ni problema, bom odklopil ta signal. Akutna senzorna amnezija. Ja, akutna. A veš, pri tremi mi je ena stvar zanimiva. Ljudje se velikokrat obremenjujemo s temi znaki treme, ki seveda niso prijetni, so nekoliko naporni, ampak najbolj nam je nerodno, ker nam je nerodno. Ko pride nekdo na delavnico, pa mu njegovi kolegi, ne zdaj en trener, ki misli, da mi samo glave peremo, ampak ko kolegi večkrat potrdijo, a jo tremo sem imel, veš, da se ni videl. Res se ni videl, pa ne, jaz noter se tresel. Ne, nisi videl, dokler nam nisi na koncu povedal, je bilo čisto v redu. In ko to človek večkrat sliši in začne temu verjeti, ugotovi, da mu je en blazen kamen padel iz srca. Da se mu ni treba več sekirati, češ, ok, se mi je malo neprijetno, ampak če mislim, da ljudje tega ne vidijo, potem je takoj lažje. Torej, sram nas je, ker nas je sram. Pa nerodno nam je, ker nam je nerodno. Ja. In a veš, ta princip mi je tako zanimiv. Skratka, če drugi vidijo, pol se jaz sekiram. Če pa mislim, vse drugi itak tega ne opazijo, mi je takoj lažje. Kot da pol treme samo zaradi tega odpade. Ja, se je. In zato bomo glih oklep, ne? Ker tisto, ko so se prej pogovarjala o mišicah, ne, pa spreminjanju tonusa, imaš te površinske skeletne mišice, ne, so. Ja. In zdaj, če ti dvigneš mišičen tonus teh mišic, ti v bistvu ustvariš neke vrste termos flašo iz svojega telesa. In ti imaš lahko noter v telesu eno stanje, na zunaj, tako kot imaš v termos flašo, ti daš vročo juho, in ko boš to termos flašo gledal, ne boš vedel, ali je noter kaj vročega ali ni, ali pa tudi, ko je primeš, bo deloval pač čisto vse normalno, ko boš jo pa odprl, pa bo šel recimo noter, bi pa videl, da je not vroče, hladno. In ta trema zaradi treme, ne, ali pa da ti je nerodno zaradi tega, ker ti je nerodno, ta oseba v bistvu se not počuti neprijetno, na zunaj pa tega ne pokaže in naredi oklep. In pa seveda je zaradi tega not še bolj vroče. Ker tako kot če imaš ti v termos flaši, pa ta toplota ne gre skozi, kot recimo ta flaša navadna, če bi dal noter vročo vodo, bi se ta vrč segrel in bi pol segreval okoliški zrak in bi se voda počasi ohlajala. Če bi dal pa v termos flašo, pa segrevanje okolice bi bilo minimalno in bi pol dolg časa ostal noter vroč, ker ko pri sebi vidim na začetku recimo nekega nastopa, si not bolj vroč. Pa se pa počasi to prvih minuti, 2, ko steče recimo pogovor, ne, se ta vročina notranja napetost spremeni v komunikacijo in pa vidiš, ok, ne bojo te glihi žvižgali ali pa in pa se počasi noter umiri in se tvoja voda ali pa juha shladi, ne. Zdaj pa, če imaš ti pa termos flašo zaprto, pa ti do konca nastopa lahko prevroč. In seveda si pol utrujen, plus tega imaš o sebi občutek, da si bil grozen, ker si se ti noter sebe čutil iz notranjosti flaše, kot da je grozen vroče, oni okrog so te pa dojemali skozi izolacijo in so rekli, super je bilo, ne. Fasado, ja, in pol, ko se ti to večkrat ponovi, začneš razumeti in manj vročo juho skuhaš in pa tudi seveda... To je važno, se potem dejansko bolj ohladiš in se sploh ne segreješ do te mere. Ne? Adaptiraš, ne. Zdaj pa se, ker če pa ti, in zdaj, ko nekdo pride k tebi, pa se pri tebi uči veščin javnega nastopanja, on dejansko odpravlja vzroke za pretirano telesno reakcijo na javno nastopanje. Torej ni, da se sam navadi na
to, da pač moraš javno nastopati, odres se od telesa, da ne boš čutil, koliko si živčen, pa boš pa že nekaj pogruntal, ne? Ampak ti mu poveš, to ni v redu, to je v redu, to lahko spremeniš na tak način, pa mu poveš kako, ne? In pa on se dejansko od znotraj spreminja v drugačno osebo in je potem tudi razumno za pričakovati, da bo imel manj odpora do javnega nastopanja, ker bolj zna javno nastopati, ker se uči javno nastopati, ne? Ali pa trenira, kakor hočeš, ker mi pravi, ko jo ločimo med učenjem, vadbo pa treningom, ne? Seveda to je eno te isto, lahko rečeš sem, zaradi tega, da bolj razumemo različno fazo, imamo več besed, ki opisujejo podobno stanje, ne? In zdaj, ko se nekaj učiš, spoznavaš nekaj novega, potem vadiš, da to novo utrdiš in potem, ko si to dovolj utrdil, potem treniraš, da to, kar si utrdil, preneseš v podzavestni del živčnega sistema in pa osvojiš to veščino. In potem, če si s tem zadovoljen, je to, pa sam ponavljaš in primarno s podzavesti se treniraš ali pa deluješ. Če pa rečeš, ok, zdaj sem prišel do te ravni, recimo ti si bil zadovoljen s tvojim radijskim nastopanjem in pa si hotel pa več. Si hotel pa nastopati recimo na televiziji, ne, in si se pol mogel učiti, osnov televizijskega nastopanja, pa si vadil nastopanje televizije, pa si treniral na televiziji nastopati, pa si pa obvladal nastopanje na televiziji. V tem kontekstu imamo... Ok, ja, razumem. To je ena interna terminologija. Terminologija, za različne faze. Da lažje razložiš. Različne faze, ja. Zelo zanimivo. Ena anekdotična misel mi je še prišla, oziroma ena taka, ki ima mogoče veze s tem, ne. Namreč povabil si me na podcast, si rekel, da te zanima javno nastopanje oziroma trema tako z moškega vidika. In veš, kaj mi je najprej padlo na pamet? Jaz se že par let tako kar dosti navdušeno ukvarjam s športnim plezanjem. To mi je en tak lep šport in lep hobi. In veš, pri plezanju sigurno nastopi strah, ko si v steni, ne, ko pogledaš dol, absolutno, čeprav si na štriku in veš, ampak če boš padel, boš 1 meter do 3 sigurno prosto padal in to je neprijetno in tega te je normalno pač strah. No, skratka. In potem, kar sem večkrat doživel je, da če je ženska v steni in se trese in jo je strah in jo spodaj spodbujamo, daj pet, tam imaš grif naslednji. On reče, ne upam, strah me je. Potem imaš pa tipa v steni, moškega, ki se isto trese in isto ga spodbujamo in reče, stari, neki me psiha danes jebe. Ali ni to zanimivo? Tak različno poimenovanje za popolnoma enako čustvo, torej za strah. Ja. Oba je enako strah, ampak en bo se, mi moški se mi zdi, hočemo malo bolj kavbojsko izogniti temu, da bi stvar poimenovali tako, kot je. Strah te, stari, ne da te psiha matra, ampak strah. Ja, drugače povedal isto stvar. Sem pri moškem se še zmeraj kljub trudu za enakopravnost, pa enakovrednost spolov, ne, se še zmeraj, če moški reče, da ga je strah, ali pa ženska reče, da je strah, je čist drug odziv. Okolja. Ja, seveda, ne, ker če moškega strah je neuporaben. Če žensko strah je pa v bistvu to za zelo uporabna informacija, sploh za moškega, da poskrbi za to, da odpravi tisto, česar je žensko strah. Ker če je pa žensko strah, je pa to za žensko zelo nevarno oziroma škodljivo, ker s tem v bistvu jo vodimo v kronične probleme. In seveda je potem primerno, ali pa zato po mojih izkušnjah pa razumevanju vloge spolov, ne, pa razlik med spoloma je glih ta, da moški primarno uporablja jezo zato, da uredi tisto, česar je žensko strah in pa žensko ni strah in pa imaš tisto, rečemo eno še tako, ker tudi ni vedno točna happy life, ne. Ker definitivno je pa boljš, če imaš happy wife, kot pa unhappy wife, ne. Ni pa dost, ker zdaj problem je pa, da tukaj je spet droben tisk problem, tako kot tisk how you do anything, how you do everything, ne. Načeloma je točno, ampak ni pa vedno in je vse odvisno spet od konteksta. Ta kontekst je vedno ta smotan, ne. In zdaj, če je recimo ženska srečna, pa nima dovolj visoke čustvene zrelosti, postane euforična. In če postane euforična, je nepremišljena in če nepremišljena, je pa nevarna za moške.
In pa moški noče imeti posla s tako žensko, zaradi tega, ker ji ne more zaupati. In tukaj je zdaj ta happy wife, happy life je pogojno res. Ne. Sam dejstvo pa je, da ta razlika med strahom, če moški reče strah me ali pa ženska strah me, to je čist drug svet. Čist drug svet. Ampak, veš kaj, sem bolj iz tega konteksta, se mi zdi, da trema enako vseka po moških, po ženskah, ne glede na to, koliko si star, katerega spola si, na kakšnem položaju si, koliko imaš izkušenj, koliko imaš izobrazbe. Se mi zdi, sigurno obstaja nek oder, neko prizorišče oziroma neka situacija, kjer boš imel določeno tremo. Ja, tako kot pri športnem plezanju ne boš mogel lažje jih preplezaš, ne vem, 10 sten, da jih že obvladaš, to ne pomeni, da boš vse stene na svetu preplezal na enak način. Mislim, da tak ga ni. Plus tega lahko je tudi nekdo, ki je preplezal najtežjo možno smer, pa ima slab dan. Ne, pa se mu pa zgodi usodna napaka. Recimo, ne. To je pač, ker življenje je nepredvidljivo, ne moreš ga nikoli do konca razumeti tako, da bi ga lahko toliko razumel, da bi bil 100% v to, kaj se bo zgodilo v naslednjem trenutku. Ne. In kontekst. Ne. In kontekst, ja. Ena izmed stvari, ki veljajo za govorniško veščino, je navajanje citatov. On je pa rekel to, pa on je rekel. In ponovadi se ljudje tudi na to dobro odzivajo. Wow, aha, kak lepo, veš, že Einstein je povedal. Načeloma je vedno veljalo to za vrlino govornika, da zna povzemati, kar so drugi že povedali in da zna, ker ponovadi so citati tudi lepo zapakirane, zgoščene, dobro zveneče misli. Češ, ta je pa dobro zadev žebljico na glavico, ker je to in to povedal. Sam je pa spet hudič, ker se ne pove konteksta. Ja. In v zadnjih letih so se pa razpasli ti citati, da potem že niti ne veš, kdo je povedal, pa se modificirajo in predvsem, ko daš to znanje, kak se mi zdi, na neodgovoren način, masi potem lahko dela s to mislijo kot svinja z mehom. In se na neodgovoren način, brez upoštevanja konteksta, potem te velike misli razgubijo. Se mi zdi, zlorabijo. Predvsem zlorabljajo. No. No in za konec, ne bo spet toliko dolga, moraš še kdaj kasneje naredila še enega. Kako misel bi dal, kak citat bi uporabil, da bi poslušalcem ali pa tudi gledalcem sporočil neko zaključno misel, vezano na pravilno uporabo besed, pa javnega nastopanja, vpliva na druge. Ja, ne bi šel v pravilno uporabo besed, kakor bi šel najrajš v to smer, da trenirati, to pomeni, da ti je naporno pri tem taka vadba, brez kompliciranja, torej trening na glas, ki te vodi v smeri tebe. Ti boš sam začutil, kdaj si s treningom naredil tako, da se ti sam pri sebi boljš počutiš, ne da greš v vlogo nekoga ali nečesa drugega. Torej, glasen trening v smeri tega, da si boš upal samega sebe pripeljati na oder. To je po mojem mnenju najboljši recept. Super. To je tudi v bistvu v duhu IQ-ja, ker tudi mi hočemo, da bi ljudje postopoma z zmanjševanjem senzorno-motorne amnezije postali bolj spontani pa avtentični, brez da bi šli v nevarnost neučinkovite uporabe čustev, pa da zlorabljajo za to sebe ali pa da nekoga drugega spravljajo v težavo, ker so oni spontani pa avtentični, kar spet ni okej. Tako da upam, da vam je bilo zanimivo. Mislim, da vam je bilo vsekakor, da vam bo uporabno, upam vsaj. Lepo se ti zahvaljujem za čas in za sodelovanje na podcastu, pa se vidiva še kdaj v prihodnosti. Tako, tukaj ali pa na tvojem stolu. Ja, itak. Hvala lepa in lep pozdrav.